v četrtek ob 19. Olimpija Montepaschi Siena, tekma je že ob 7. na zahtevo Eurolige. Euroliga pač malo, kar tudi nam še najbolj v nos, ampak spreminja te termine letos, ker malo preizkušajo, kdaj imajo večjo gledanost, malo tekmujejo s tem nogometom. Drugo leto bo skoraj sigurno bojo tekme Euroliga v četrtek in petki, tako da se malo stvari spreminjajo, ampak bi vas poprosil tudi, če lahko v svojih zapisih in poročilih malo omenite, da je tekma nekaj, da nam malo olajša to pri naši publiki, ki včasih spregleda kakšno spremembo termina. Sicer pa seznam odprtih treningov je na papirjih in ker gremo v bistvu pričakovanja pri tekmo, najprej igralec Sasu Sali, what do you expect from the game? Yeah, it's gonna be hard. Like Siena lost last game to Munich, and now they have to like win the next games to get to the top 16. And we're gonna do our best to play against them. I think we still have a chance. We showed last game when we got it like to 7 points or something, but in the beginning they made all the shots and we were a little bit like not ready yet, and I hope next game against them we're gonna be ready from the beginning. Thank you, Sasu. Sašu. Čaka nas težek nasprotnik, ki v svojih vrstah imajo veliko dobrih atletov, odlično tečejo in so zelo varni iz protinapadov. Igrajo zelo agresivno obrambo z gibljivimi centri in mislim, da lahko odigramo mnogo bolje, kot smo odigrali tisto tekmo tam v Sieni. Dali bomo vse od sebe, da odigramo na veliko višjem nivoju, kot smo to odigrali v Italiji. Zavedamo se njihovih nevarnosti. V ospredju je definitivno Makaleb, ki je motor te ekipe. Ne glede na to, da je Montepaschi izgubila Kaukenasa s poškodbo kolena, imajo v svojih vrstah zares veliko kvalitetnih igralcev in potrebno bo z njimi se odigrati izredno borbeno in čvrsto v obrambi in zlasti zaustaviti njihove protinapade. Hvala, Saša, gremo kar na vprašanja. Jaka? Zdaj se v Ligi NBA so se pač nekako dogovorili, da se sezona bo začela 25. decembra. Sem bil še govoril z Grinom glede tega, na kaj pričakuješ? Pa ja, kolikor jaz vem, Grin bo igral tekmo proti Sieni z nami, za naprej pa ne vem. Pač ne gleda bo tega stika? Zaenkrat še ne. Pa tesko strah misliš, ko bo šel ali? Pa mislim, da je vse odprt. V glavnem, zaenkrat se jaz z njim nisem pogovoril in v glavnem on je v postavi proti Sieni. Na začetku sezone si Saša imel, da imaš nekaj zagotovila San Antonija, da bi ga pustili celo sezono tle. Ste mogoče San Antonijem imeli kakšne kontakte? Pa zaenkrat ne. Mislim, klical sem, me niso zato, kaj je bilo prepovedano. In niso smeli oni sploh se pogovarjati o igralcu, ni s komar iz Evrope in s trenerji. Tako da zdaj po tem lockoutu pa nisem imel mega kontakta. A Madrid sploh želel vstati, da si to želel videti? Pa zaenkrat še nisem govoril z njim na to temo. Pa mi je bilo, da je tukaj z ekipo. Glede na zadnje predstave, tudi njegovo obnašanje, predvsem tako zgleda, da se počutiš član te ekipe, da deluje. Pa strinjam se, kar se tiče zadnje tekme, res nisem bil zadovoljen z njim, z njegovim pristopom. Zdaj, kaj je posledica tega, sam še ne vem. V glavnem, vem pa to, da bo zagotovo nastopil proti Sieni. Tako da Boris dobijo toliko nekaj minutažo še dnevi, si tekma, ki je igral vse, kar izkazal. Pa dobro, mislim, kar se tiče same Cibone, je bila to moja odločitev,
da na petki rotiram Vardo in Thompsona, kajti Cibona je imela ima dost robustne centre, ki igra čvrsto po globini in je bila ta čvrstina na tleh veliko bolj pomembna, kakor gibljivost. Sašo, da so javnost pošle te informacije, da zamujajo plače, se to mogoče na igracih tudi pozna v Moskvu? Jaz upam, da se bo te zadeve uredile in se pravim, kar več kot trener, se pravim, ne moram komentirati. Dalje še kaj? Če ni.